Ravno ta trenutek, medtem ko to gledate, je nekdo doživel poškodbo hrbtenjače. To pomeni brez občutka v nogah in v najslabšem primeru brez občutka v rokah in dlaneh. Imobilnost. Nenehna odvisnost od pomoči drugih. Mi želimo pomagati. Dobrodelna fundacija Wings for Life podpira vrhunske raziskave po celem svetu. Naš končni cilj je odkriti zdravilo za poškodbo hrbtenjače. Red Bull skupaj s partnerji omogoča, da je 100% vaših štartnin in donacij namenjenih raziskavam poškodbe hrbtenjače. Ko sem to prebral na strani Wings for Life in iz večjih strani izvedel, da vse navedeno res drži, sem se odzval pobudi vrlih tekaških kolegov, da prisostvujem letošnjemu teku Wings for Life in šel takoj v akcijo. Vse ostalo je zgodovina, ki sem jo skušal zapakirati v ta video. Uživite! Za začetek sem se na uradni spletni strani Wings for Life, ki je zelo urejena in pregledna, najprej prijavil, nato pa s pomočjo njihove aplikacije takoj preveril, po koliko kilometrih me bo predvidoma ujel njihov zasledovalni avto. Na tem teku namreč laufaš toliko časa, dokler te ne ujame njihovo zasledovalno vozilo, ki počasi, a vztrajno vozi za tekači, ki so pred njim stekli iz štartnega bloka. Vkucal sem svoj predviden tekaški ritem, svoj tempo teka in bil pri tem zelo preudaren. A še vedno sem na veliko presenečenje ugotovil, da znam pred avtom bežati vsaj kakih 30 km, če ne celo več. In tu se je pojavil cmok v grlu, saj teka po asfaltu, kot zdaj najbrž že veste, nisem več vajen. Tečem predvsem po gozdu, travnikih in makedamu. In imam zato scrklana stopala, pa še nobenih ta pravih superg za tek po asfaltu. Obul sem ta prve, ki so mi prešle pod nos in šel laufat. Danes mi je sicer malo dež ujel, ampak to nima nobene veze pri teku. Pa tudi kdo ne bi laufal čez tako lepo naravo, pa čeprav po asfaltu. A veste, da je gmajna veliko bolj zanimiva. Po nekaj rundah teka po asfaltu sem že fasal žul. Ker sem z njim težko laufal, sem se zadnji od 3 tednov priprav moral znajti po svoje. Gonil sem Orbitrek in tale tricikl. Ekola, štartno številko skupaj s tole sponzorsko vrečko sem prevzel, oziroma smo prevzeli. Zdaj pa poglejmo, kva je noter. Prva stvar, najpomembnejše, štartna številka. Zdaj jaz ne vem, zakaj na tej ni napisanega mojega imena, na vseh ostalih namreč je, tako da dajmo to popraviti. Reklama za nove tekaške slušalke. Red Bull. Tega sem po faksu nehal piti, tako da če bi kdo želel, ne napiše v komentar, pa mu ga pošljem. Opa, pa ena huda mikica, ena huda tekaška majčka. Taka lušna na vtip. M številka, M size, jaz upam, da mi je prav. Najbolj, da kar preverim. Evo, sploh ni šlo, čist prav. Tudi tlele gor, nič ne veže. Super bo.
30 let na tekači v Ljubljani, roke so v zraku Ljubljana! Fajn ime kraja, zelo primerno. To je to. Še malo pa mi bo zahaklo. Evo, to je to. Bravo, David, bravo! Hvala lepa. Cilj je bil dosežen, 30 km sem si zadal, jih nekako preguril, stopala kar fajn čutim, zdaj ne vem, po moje, da se je tudi žulj ponovil, ampak nima veze, tako kot zmer pravim. Važno, da se imamo fajn, sreča je zdravje, zdravje je sreča. Ajde, čau. Naslednje leto spet, če vsaj približno takole pripravljen, zihar. Zdravje treba privoščiti tudi ostalim in to z vsega srca. Pa čisto samo še ena stvar, preden se poslovimo. Če vam je bil ta filmček vsaj malo všeč, vas lepo naprošam, da stisnete tisti rdeč knof pod filmom. Nič vas ne bo koštalo, samo videli boste, kdaj na novo kaj objavim. Meni boste dali pa en kup novega zagona za nadaljnje ustvarjanje. Hvala lepa.